par nasvetov za ženske v partnerstvu. Okay? Vsaka ženska mora imeti vsaj eno dobro prijateljico. Okay? Ste že slišali, drage moje? Vsaka ženska mora imeti vsaj eno dobro prijateljico. Zakaj? Ker v bistvu ženska potrebuje žensko družbo. Rabi se pogovarjati. Ne? Ker problem je, če je vaš partner, vaš moški, vaša najboljša prijateljica. To enostavno ne funkcionira. Ne? Ker ženski pogovori so drugačni. Ženska ženski lahko pove drugačne stvari. Ne? In če ženska moškemu pove vse stvari, ki jih pove drugače, bom rekel, to pomeni, če moški nadomesti to vašo žensko prijateljico, se mu zmeša. Ne? Zato, ker dejansko za moškega je absolutno izziv, da posluša in samo sprejema in poskuša razumeti, brez da bi dal kakršen nasvet. Ne? Seveda, ne? Če želite, da vas moški posluša in ne želite nasveta, ne, to mimo grede, ne, mu morate povedati, dragi moj, rada bi ti nekaj povedala, ampak vse, kar rabim, so tvoja ušesa. Ne potrebujem nobenega nasveta. In nič nisi ti kriv in nič ne moreš pomagati. A ti lahko nekaj povem. Ne? To pomeni, vsaka ženska mora imeti vsaj eno dobro prijateljico. Ne? In vsaka ženska mora imeti svoje življenje. Ne? To pomeni, vsaka ženska mora imeti svoje aktivnosti, mora imeti kakšen svoj hobi, mora iti s kakšno frendico kdaj skupaj na kavo. Ne sme biti odvisna in ves čas viseti na svojem partnerju. Ne? Ogromno žensk to počne. Ne? Gre na sprehod, če gre partner na sprehod, vse svoje življenje podredi, ne, svojemu partnerju. In to je velika napaka. Ne? Vsaka ženska bi morala prebrati knjigo 5 jezikov ljubezni. Upam, da poznate to knjigo. Ne? Kaj pomeni? Ljudje, ljubezen, moški in ženske nasplošno, ne, doživljamo na različne načine. Nekomu veliko pomeni, da to so različni, ta knjiga opisuje različne načine, kaj za nas pomeni ljubezen. Tukaj ni takih razlik med moškimi in ženskami, ne, ampak nasplošno, za nekoga pomeni ljubezen, da preživiš čas s njim. Za nekoga pomeni ljubezen, da mu poveš, rad te imam. Ne? Za nekoga pomeni ljubezen, da ga nekam pelješ. Ne? Kaj ti pomaga, če recimo moški svoje partnerki vsak dan prinese eno skledo jagod, če pa ona jagod ne mara? Če bi pa vsak dan mi nosi tele jagode, nikoli mi še ni prinesel vrtnice, nikoli mi še ni rekel, da me ima rad, nikoli me nikamor ne pelje, nikoli. Ne? A razumete, drage moje? Ne? Ampak zakaj se zgodi ta nikoli? Je zato, ker ta moški pač tega ne ve. In tudi ve, dostikrat, velikokrat, večinoma moškemu dajete stvari, ki jih pač on ne mara. Ne? To pomeni zelo pomembno, ne? Da mi v odnosu vemo, kakšen je jezik ljubezni, ne? Ki ga pač partner govori. Ne? Tukaj mogoče še ena bom rekel, podtočka, ne, od tega. Nikoli me ne pelješ nikamor, ne? Nikoli me ne objameš, nikoli se ne pogovarja z mano. Ne? Okay. Kolikokrat je to na sporedu? Ne? Kakšna je rešitev? Rešitev je, da spremenite način komunikacije. Namesto nikoli me ne objameš, enostavno, dragi moj, a me lahko malo objameš, a me lahko malo pocrklaš, a se lahko malo k meni stisneš. Ne? Nikoli me ne pelješ nekam, nikoli. Kaj, če bi midva šla, me lahko pelješ, bi šla mi da na večerjo. Ne?
A razumete, ta negativizem je zelo, zelo prisoten pri ženskah. Ne? Mal čekirajte, mal delajte kljubce. Ne? Tako da v bistvu razumete, nikoli. Ne? In ko rečete moškemu, nikoli me ne peleš na večerjo. Ne? Kaj to pomeni za moškega? Nikoli me ne peleš na večerjo. Kako nikoli te ne pelem na večerjo? Pa se sva šla takrat, pa se potem sva bila pri kolegih, a se spomniš, pa takrat sva bila tudi, ne? Moški začne sebe upravičevati. Ampak to je bilo daleč od tega, kar ste vi imeli namen. Ne? Želeli ste iti na večerjo, dobili ste pa neko brezvezno debato. Ne? Treba se naučiti komunicirati. Ne? Morate razumeti eno stvar. Vsi izhajamo od staršev, ki so pač imeli starše, ki niso znali, ki niso razumeli, ki se niso znali iti partnerstva. Ne. To pomeni, isto partnerstvo pred 50 leti je bilo bistveno drugačno kot je danes. Dejansko ni bilo časa, drugače so se stvari odvijale. To pomeni, da vsi skupaj smo nekako žrtve, nekih žrtev, ki so žrtve neznanja. In sedaj, ko se učimo komunikacije partnerstva, ko se učimo razumeti drug drugega, začutiti drug drugega, si moramo dati vedno priložnost. Ne? A razumete? Ker poglejte recimo, ne, partner je ves trd, ne, nikoli vam še ni ničesar, vam ni dal nekega darila. Ne. In potem v bistvu, ne, lepega dne dobite en listek ali pa recimo vam prinese vrtnico. Ne. In potem pogledate partnerja, kaj pa je s tabo, zakaj pa imaš ti vrtnico? Ja, no, kje si pa to prebral? Razumete? To pomeni, ko se eden izmed partnerjev odloči in začne raziskovati, ne? Seveda je v prvi fazi štorast, neroden, ne? In izgleda, da so stvari narejene. Sej nisi mislil, kaj si mi rekel, da me imaš rad. Sej nisi mislil. Ne potem pokvariti tega. Dejansko treba je biti ves čas odprt. Treba je biti pripravljen, se ves čas učiti in dejansko biti na nek način ponižen. Saj ne vemo. Ne? In poskušati razumeti, kaj je v ozadju, ne pa da dostikrat resnično pokvarimo drugemu partnerju njegov dober namen. Ne? Tako da, glejte, vsak dan se učimo, vsak dan izvemo nekaj novega. Ne? Moramo razumeti, kaj je v bistvu partnerstvo. Partnerstvo nista dva, ki se podpirata in visita drug na drugem. Dostikrat nekdo reče, želim si imeti partnerja, da ne bom tako osamljena. Želim si imeti partnerja, da bom nekam šla. To je brez veze. Želim si nekoga, da bi me nasmejal. V redu, ti si želiš nekoga, da te bo nasmejal, kaj pa on bo pa umrl od depresije tvoje. Ne? To pomeni, partnerja sta dva samostojna, kreativna, uspešna, zabavna človeka, ki sta se našla skupaj, zato da skupaj delata čudovite izkušnje. A razumete? To je partnerstvo. Partnerja sta dva, ki se podpirata, ki se brcata v osebnem razvoju. Vse ostalo je zastarelo partnerstvo. Visenje drug na drugem, obtoževanje, pritoževanje, debatiranje, parlamentiranje. To je vse iz 19. stoletja. Ne? To pomeni, če imate takšno partnerstvo, potem se odločite, da hočete neko spremembo, da hočete iti naprej, ne? In da hočete drugačno življenje. Ne? Jaz verjamem, da vsak izmed nas ima pravico do sreče, do ljubezni. In zato verjamem, da si tudi ti lahko srečna za svojim partnerjem, si lahko srečna s svojim moškim. In če rabiš pomoč, sem tukaj, da ti pomagam.